Tokratna avtomobilnost bo aktivna, mobilnostno aktivna. Kolesarili in pešačili bomo, to naj bi bilo treba vsaj pol ure na dan. In s številnimi fotografijami vam bomo pokazali, kako je drag Audi na široko raztegnil usta avtohtonih prebivalcev Črne celine. Testirali pa smo Kio, ki noče biti premijska, in premijskega Mercedesa, ki noče biti klasični SUV. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Mobilnost, še posebej v mestnih jedrih, je tipična naša tema. Zato se jo zelo pogosto dotaknemo iz zelo različnih vidikov. Da je to pomembna in zanimiva tema tudi za vas, pa vidimo na MMC-ju, saj se nam oglasite z zelo različnimi komentarji. Eni pravite, da so rešitve, ki jih kažemo, da jih velika mesta uvajajo na področju mobilnosti v velikih mestnih jedrih, popolnoma nezanimiva za slovenske razmere, ker so naša mesta pač manjša, drugi menite drugače. No, če smo lani na konferenci Ministrstva za infrastrukturo in prostor govorili o tem, kako iskati rešitve pri parkiranju oziroma pametnem parkiranju na območju večjih mest. Pametno parkiranje, pametni avtomobili. Ja. Konferenca, ki jo je tokrat pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, ima ime Aktivna mobilnost osrečuje. Če se gibamo, da če nismo v stresu zaradi gneče v prometu, če niso mestne ulice obremenjene s preveč prometa, da je življenje v takem mestu zdravo, prijetno in da smo zato lahko srečni. The active modes are better for the overall system because they don't have only a transport issue, they are also very important for the public health system. Because we have really a problem with inactive people. So people who don't move anymore this half an hour a day, which is suggested by the World Health Organization. And if people would walk more or cycle more for normal trips to shopping, to work and so, it would be a big health benefit for the entire population. Ministrstvo za infrastrukturo je prav zaradi tega dejstva na kongres Aktivna mobilnost osrečuje povabilo tudi predstavnika Ministrstva za zdravje. Opremili so jih recimo tudi z raziskavo, da telesne aktivnosti v prometu izboljšujejo celo posteljne aktivnosti. Pa ne samo to. It's also good for your brain, for the memory and for the brain activity. Reduces heart diseases. All these things, the overall mortality rate. Some are afraid that if they are outside, breathing the air, it's better than if they go to the gym or somewhere. It depends how long you are active in polluted air. So it's maybe for cycling couriers a problem to be all the day in polluted air. But if you are less than 300 minutes in polluted air and you are active, then you have a positive. Okay, that's good to know. Problematika je seveda zelo aktualna, stara komaj kakih četrt stoletja. Še leta 1992, 92% otrok, ko govorimo o osnovnih šolah, se odpravlja od doma v šolo peš ali pa v bistvu s kolesom. Se pravi, tako kot danes rečemo, aktivno mobilno. Medtem ko je danes ta odstotek tam nekje okrog 30. Za nastalo situacijo je gotovo krivo tudi dejstvo, da je promet na današnjih cestah gostejši, torej bolj nevaren. A gotovo to ni edini razlog. Mi vidimo, da je v bistvu ena glavnih ovir za aktivno trajnostno mobilnost kultura mobilnosti. Smo nekako sprijaznjeni s tem ali pa nam je udobno, da se od točke A do točke B pripeljemo z avtomobilom. A da ne bo nesporazuma, tokratni kongres ni protest proti uporabi avtomobila. Tle je treba govoriti o zlorabi avtomobila. Avto je lahko zelo koristen, vendar mi smo ga začeli zlorabljati. To, da se usedeš v avto in se zapereš 3 metre do trgovine, je res grozno. In tukaj mislim, da moramo narediti v bistvu glavno spremembo, da pokažemo, da je trajnostna mobilnost, uporabljam izraz cool, da je fajn, da je prijetna, da je dobra pravzaprav za nas. Ko bodo ljudje začeli uporabljati trajnostno mobilnost ne zaradi prisile, ampak zaradi želje. I think it will not work to do only, let's say, motivational things. To so kompleksne zadeve. Tu ne moreš pristopati k reševanju problemov kot nek strogi prometnik, kot nek strogi prostorski načrtovalec, ki ureja prostor, ampak moraš gledati zadevo širše. Človek je eno kompleksno družbeno bitje, ki se ne bo
spremenilo, če mu za to ne boš ustvaril dobrih pogojev. Ne? In moramo razumeti tudi ta družbeni vidik, socialni vidik, vključevanje vseh ciljnih skupin v družbo. Ne? Tle recimo otroci, mladostniki, ki avta ne vozijo. Tu so starostniki, ki ga ne smejo, ne morejo več voziti. Tu so ljudje, ki zaradi raznih razlogov avta ne morejo imeti. Tako da mi moramo gledati na družbo kot celoto, ponuditi družbi kot celoti in v tej fazi potem vključevati tudi tiste, ki si avto lahko privoščijo, vendar jim ga pač smiselno omejiti. In čeprav smo tudi Slovenci zgled tujim mestom, recimo Slovensko cesto v Ljubljani, pa smo pri spodbudah k aktivni mobilnosti še precej zadaj. K sreči so najbolj smiselne, se pravi najbolj spravne, kompromisne, torej tudi najcenejše in najbolj realistične rešitve pogosto tiste, ki avtov ne izganjajo. Eno takšnih možnosti je nedavno uzakonila tudi slovenska vlada. To je tako imenovani skupni prostor, to je prostor, kjer bomo lahko s prometno ureditvijo omogočili nekakšno enakopravnejše sobivanje tako pešcev, kolesarjev, kot tudi seveda avtomobilov, vendar avtomobili tukaj v tem primeru ne bodo imeli prednosti, ampak bodo najmanj enakopravni, če ne celo podrejeni udeleženci v prometu. Mislim, da so občine pravzaprav že zelo težko čakale na to možnost, na to novost, tako da pričakujemo, da se bodo te ureditve v praksi začele relativno hitro izvajati. Primerov dobre prakse je veliko. There are really advanced cities. They do it already since 20 years to promote cycling and walking. One of these cities is Freiburg in Germany, near the French border. And they have more than 50% of all trips done by walking and cycling. V omenjenem Freiburgu se recimo otroci lahko igrajo kar na 180 ulicah. V danskem Odensu so celo recimo otrokom na ceste narisali šahovnice. V italijanskem Bolcanu recimo avtomobile časovno omejujejo, takrat, ko otroci hodijo v šolo. Marsikje k kolesarjenju vabijo prek podjetij, zaposleni, ki kolesarijo v službo, imajo recimo določene ugodnosti. Odlično poanto pa so dali tudi naši Novomeščani. Z denarjem za urejanje prometne situacije so postavili pump track, poligon za kolesarje. Mi menimo, da se bodo otroci na tem pump tracku naučili ali pa osvojili neke osnovne veščine, pravzaprav nekega dinamične uporabe koles, ne bojo se bali v bistvu koles in bodo videli v bistvu, da se da s kolesom početi pravzaprav marsikaj in ne v nekem slabem smislu, ampak v nekem pozitivnem smislu tudi prenesli te svoje veščine pravzaprav tudi v promet. Tako kot voznika rabimo tudi v bistvu izobraženega ali pa sposobnega kolesarja. In potem lahko pričakujemo, da bodo čez 10-15 let tudi odrasli uporabniki trajnostne mobilnosti. Seveda se ne smemo slepiti, da je aktivna mobilnost rešitev za vse slovenske prometne zagate. Mi imamo samo majhna in srednje velika mesta, ki so v večini primerov zelo dobro dostopna peš ali s kolesom. Zato je smiselno tema dvema transportnima načinoma dajati poudarek. Za dnevno mobilnost iz periferije v mesta pa je treba zagotoviti seveda dober javni prevoz, prestopne točke, kot so recimo park and ride, prestop na javno kolo, dobre površine za pešce, od koder se lahko prijetno pride recimo skozi park, narediš že prijetno s koristnim, medtem ko hodiš v službo. Županom slovenskih mest torej velja napotek številka 1. Vlagajte v javni prevoz, ki vas bo čim bolje povezal z drugimi kraji, mestna jedra pa prilagodite po zgledu najbolj aktivno mobilnih mest. Preden se lotimo našega mnenja o Stingerju, naj vas spomnimo, zakaj so Stingerja sploh naredili. Kia needs the Stinger to support the position of the brand, no? And really to help us reinforce the position of Kia in the hands of consumers, no? To se recimo kaže v tem, kako je oblikovan novi Sig. In naredili so ga, da bi kradli kupce Focusov RS in Golfov GTI. Ne pa zato, da bi bil Stinger tekmec s premijskim Audijem, BMW-jem in Mercedesom. Kako na Stingerja gleda bogata klientela, naj zato v resnici sploh ne bi bilo tako pomembno. No, mi vseeno menimo, da prav irelevantno ni, kajti Stinger sam po sebi vendarle ne daje vtisa, da ne spada v visoko družbo. Prepričani smo, da če bi mu recimo skrili značko, bi se vanj zagledali tudi tisti kupci, ki po besedah Kijinega šefa marketinga spadajo v višji stan. Je pa povsem nedvoumno, da je Stinger zelo aktualen.
Namreč v razredu, v katerega spada, je danes nujno, da avto izgleda tako športno nastopaško. Samo poglejte Stingerjeve tekmece, Arteona, Insignio in novega Peugeota 508. Klasične limuzine danes zanimajo le še peščico, pa še ti potem raje izberejo karavansko verzijo. Zato ne verjamemo, da je pri razvoju Stingerja šlo zgolj za osebni projekt oblikovalca Petra Schreierja, ki je pač obrodil nepričakovane sadove. Ne. Če nam Kia že hoče prodati romantično zgodbo, potem naj raje reče, da so najeli zelo pametno šlogarco. Aktualnost pa nam govori tudi to, da je športen videz danes bolj pomemben kot pa športne vozne lastnosti. Zato mora biti Stinger v prvi vrsti potovalno udoben in v tem pogledu se Stinger dobro odreže. Nekoliko se sicer čuti handicap glede oblike, prtljažnik je recimo nekoliko preplitek in odrasli smo v Arteonu na zadnji klopi sedeli bolj udobno. A udobje gor ali dol. Športen videz v primeru Stingerja niso zgolj prazne obljube. Med vožnjo se dejansko čuti, da so Stingerja delali z ozirom na BMW 4 Grand Coupe. Ko namreč v Stingerju vključimo program Sport, ta jasno pokaže, da ga je zasnoval nekdanji BMW-jev inženir in to tisti iz znamke M. Stinger se izredno rad zapodi v ovinke, v njih resnično uživa, nagrado pa seveda pobere voznik. In potem je tu še 6-valjni motor, ki v programu Sport že kar nostalgično prijetno rohni. Pri vsem tem je samo en bistven problem. Ta motor je požrešen. Pod 10 litrov ne gre niti med avtocestno vožnjo. V mestu manj kot 12 ne pričakujte. To je veliko celo za čistokrvne športnike. V nadaljevanju oddaje poletimo proti skrajnemu jugu Afrike, kjer smo zapustili bogate belske vinograde in s pregrešno dragim Audijem polepšali dan prebivalcev v tamkajšnjem getu. Preizkusili smo tudi prenovljenega Mercedesovega SUV-ja z imenom GLA. Novica tedna pa pobuda Evropskega sveta za prometno varnost, da sistem Alkolok postane obvezen za tovornjake in avtobuse. V današnji oddaji smo že spoznali športnega 5-vratnega kupeja, za katerega celo njihov šef pravi, da ne želijo, da bi bil premijski oziroma da bi spadal med premijska vozila, čeprav ga bo za takšnega marsikateri Slovenec tudi smatral. No, naslednji, ki vam ga predstavljamo oziroma o katerem smo prve vtise nabirali v Južni Afriki, pa je Audi A7, ki je tudi 5-vratni kupe in ki vedno znova navdušuje s tehniko, predvsem z velikimi zasloni in infotainmentom. Kot rečeno, selimo se v Južno Afriko. Pozdravljeni iz Južnoafriške republike, iz dežele številnih nasprotij. Seveda ima ta v svojem strogem centru Cape Towna tudi bogate, visoke nebotičnike, a moja današnja pot do tja je trajala kar dobro uro. Mi je pa zato ponudila idilično fotografsko kuliso. Še posebej tisti pas, ki je rezerviran za avtobuse in pa taksije, torej tiste male Toyotine kombije, ki v praksi sprejmejo vsaj še enkrat toliko oseb in pa kilogramov, kolikor so jih predvideli Japonci. No, ta hip se vozimo po sloviti cesti proti Chapmanovi špici. To je cesta, ki so jo izklesali v kamen že pred dobrimi 100 leti. To je cesta, ki privablja številne turiste, predvsem pa tudi kolesarje. To je prizorišče najbolj množične kolesarske dirke. Kar 35.000 kolesarjev se jih je nekoč zbralo. Seveda pa ta slikovita cesta ni zanimiva samo za kolesarje, tudi motoriste, ampak tudi za tiste, ki imajo radi dinamično vožnjo. Na primer s Audijem A7 Sportback. Druga generacija Audijeve sedmice se je izboljšala še zlasti tehnološko. A7 po novem ponuja tudi 4-kolesno krmiljenje, malo zaradi boljše okretnosti tega skoraj 5-metrskega kupeja, še bolj pa zaradi vozne dinamike. Four-wheel steering is a combination of features where in the lower speed area provides more stability because of the standing of the axle, and in the upper speed ranges you get more stability because of the synchronized ankle of the both axes. Nov je tudi sistem poimenovanja motorjev, ki ni več vezan na prostornino motorja, ampak na skupno sistemsko moč. Prav vsi Audi A7 so namreč po novem hibridi.
mehki hibridi, torej ne pospešujejo zgolj na energijo baterije, zato pa elektromotor lajša delovanje klasičnega motorja in ga s tem dela bolj zmogljivega in hkrati bolj varčnega. Ta hibridni sklop pa se izkaže še zlasti ob uporabi aktivnega tempomata. Can we say that A7 is a very smart car because it can predict what is happening further in the road? Yeah, due to connectivity, to infotainment, and to driver assistance. For example, if you're heading on the street with about 70 or 80 kilometers per hour, and the sensors detect that the upfront driving car is far enough from you, then and the speed is constant, then the engine goes off, and you're just sailing. And as the sensors detect that the up-driving car is nearer, then the engine is coming back, going into recuperation, or then again ready for acceleration if the car is going faster. So if I understand correctly, the car does what fuel consumption conscious driver would do to have Exactly. A7 je napreden tudi zaradi matričnih žarometov z lasersko dolgo lučjo. Na inovativen način pa se je prilagodil željam množic. Vgradil je namreč več zaslonov na dotik. You always said that this is not a premium solution, so what has changed? As with all systems that Audi implements, we obviously strive for excellence. These are not only two touchscreens, so you have not only the click, but also a haptic feedback that lets the screen vibrate and lets you know exactly when you push the button or not. So the feel is exactly the same as with haptic buttons, but you have the flexibility of a smartphone or a touchscreen from your tablet PC. How did you do that? The technology behind it? Basically what happens is there is a thin layer that will be hit by a haptic element. So as soon as your finger presses at a certain pressure, then it will give you a feedback and lets your finger vibrate a little. So it gives you the feeling of you push the button, whereas the display itself stands still. This is some kind of electromagnetics or what? It's actual mechanics. It's an actual little hammer hitting the screen. Razporeditev ikon pa si lahko vozniki uredimo prav po svoje. You can display them here on the side. You can store yourself a set of shortcuts down here, for example, your favorite radio stations wherever you go. So if you, for example, want to find something in Slovenia, you just use the display here to write and you'll find Slovenia. And here you have listed all the radio stations from Slovenia that you can choose and listen wherever you are, even here in South Africa. Or if you don't want to use the system at all, you can use your speech recognition system and in natural language say what you want. So no more of these bulky commands that you have to say in a certain order. You can just talk to your car. Where's the next Italian restaurant? And while I continue my drive, searching for Italian restaurant nearby. The same goes for nearly all the functions in the car. So I can, for example, also just go, I am hot. What temperature should I set for you? 20.5 degrees. Okay. A vzemimo si še kakšno minuto ali dve za vožnjo po čudoviti južnoafriški pokrajini. Ta je seveda med gurmani znana po vinarstvu, s katerim se ukvarjajo pretežno belci, torej potomci britanskih kolonialistov. A raziskovalni čut nas je pognal v tiste bolj avtohtone predele, morda tudi v geto. Tankajšnje barake imajo sicer res na strehah pogosto satelitske antene, a je vseeno kazalo, da so otroci izredno nasmejani, igrivi in nasploh zelo prijateljski. Ne kaže, da bi revščina vzela srce tudi neprijaznosti in neljuboznivosti. Pa čeprav se Južna Afrika zadnje čase sooča s strmo naraščajočim kriminalom. No, naš 100 000 evrov vreden Audi je v teh predelih uspel ozračje precej segreti. Bil je pravi, kot rečejo, icebreaker, pa naj se to pri 30 stopinjah Celzija zdi še tako nesmiselna fraza. Prav po zaslugi avta so se domačini zelo radi spustili z nami v klepet, nato pa se z velikim veseljem nastavili še pred fotoaparat. Poslovili smo se torej vsi zadovoljni, mi s čudovitimi fotografijami, naši novi znanci pa z novo avtomobilsko izkušnjo.
Thank you very much. V tokratnem tedenskem pregledu imamo za vas precej pester nabor novic. Začnimo ga z javnim prevozom. Mednarodni avtobusni prevoznik Flixbus se namreč pospešeno pripravlja na dobo, ko bo svoje voznike avtobusov nadomestil z roboti. Novica tedna pa je, da je Evropski svet za prometno varnost v Evropski parlament poslal pobudo, da bi sistem Alkolok postal obvezen za voznike tovornjakov, avtobusov in kombijev. Seveda gre za tisti sistem, ki vinjenim voznikom onemogoča zagon vozila. Alkohol namreč še vedno vsako leto ubije več kot 5000 uporabnikov evropskih cest. Imamo tudi presenetljivo novico vezano na prodajo avtomobilov. Prišli so namreč uradni rezultati prodaje po Evropi in po celem svetu. Še zlasti zaradi dobre prodaje v Evropi si bomo leto 2017 zapomnili po povečanju za 2,4%. Močno pa so zaskrbljeni prodajalci premijskih znamk. Električna vozila namreč močno prehitevajo predvidevanja, Teslin model S je namreč po prodaji prehitel prodajo največjih modelov nemške premijske trojice. Celo v Nemčiji, torej na domačem dvorišču teh znamk. Te zato še pospešujejo razvoj svojih električnih avtov. Električna vozila pa naj bi doživela še močnejši boost tudi s pomočjo novega Toyotinega magneta. Ta enako magnetenje kot današnji magneti za elektromotorje ponudi z uporabo zlitine izredno reaktivnega minerala cerija in katalizatorja lantana, torej z dvema precej cenejšima redkima kovinama, kot je neodim, danes množično uporaben kemijski element za proizvodnjo magnetov. Kar se novih avtomobilov tiče, je novica tedna Volvo V60. Nova generacija znanega karavana, seveda zdaj narejena po aktualnih smernicah te znamke. In prenovo bo v Ženevi doživel tudi Fordov Edge, uvedel bo novi biturbo dizel EcoBlue, prišel pa bo tudi v športni varianti ST. In ko smo ravno pri Fordu, vpisali so se v Guinnessovo knjigo rekordov. Fasado madridske stolpnice so prekrili z 2 toni težkim in 5265 kvadratnih metrov velikim oglasom, torej največjim na svetu. Njegova površina namreč ustreza kar 20 teniškim igriščem. GLA je vzorčen primer, kako so današnji SUV lahko takšni, da jih na prvi pogled sploh ne bi uvrstili med SUV-je. V primerjavi s klasičnimi kombi limuzinami niso bistveno višji, tudi ne bistveno bolj oddaljeni od tal. Med vstopanjem vanje se moramo enako skloniti, kar seveda v praksi pomeni, da bodo v prodajnem salonu kupce z bolečinami v križu ujeli bolj s svojim videzom, kot pa z udobjem. A to pravzaprav ni tako zelo posebno. Saj smo že navajeni, da se te modne avte kupuje z očmi. Patriotski glas v nas pa pravi, da GLA ima pravico, da lovi z videzom. Avtor tega nastopaškega videza je Slovenec, slavni Robert Lešnik, prav tisti Štajerc, ki so ga na ljubljanski univerzi zavrnili, nato pa jim je figo pod nos pomolil z osvojitvijo druge najvišje pozicije v globalnem študgarskem avtomobilskem podjetju. A če pustimo patriotizem ob strani, je ključnega pomena, da je Lešnikov dizajn izredno vpadljiv in všečen večini. Fokus pri dizajnu je bil torej množičen okus, zadovoljevanje potreb pa malo manj. Zato je povsem nerelevantno, koliko bo centimeter pokazal glede velikosti prtljažnika ali pa oddaljenosti do stropa. To ni bistveno. Normalno visokorasli večini se bo namreč avto zdel več kot dovolj prostoren, edino vprašanje, ki si ga bo ta množica postavila je, ali vam ustreza sedeti športno utesnjeno. Ja, športno, prav ste slišali, kajti GLA je kljub svoji SUV-ovski namembnosti v svojem bistvu samo še ena izpeljanka razreda A. Torej avto s športnim karakterjem, avto, pri katerem je še kako pomembno, koliko lahko vozniku ponudi, ko si ta zaželi dinamične vožnje. In v tem pogledu se GLA zelo dobro izkaže. S tem nočemo zmanjšati njegovih kompetenc glede udobja in v končni fazi tudi glede vožnje po slabih podlagah, kajti čeprav terenskost ni bila mišljena kot glavna naloga, nam z GLA-jem na naših testnih klancih presenetljivo ni bilo prav nič hudega. V naslednji oddaji oziroma naslednji teden pa se mi selimo v eno mesto, kjer kolesarjenje ni tako zelo pomembno, gledajo pa zelo na to, kako hitro čez cesto pride pešec. V Ženevo, kjer je treba že za kratke razdalje, recimo od sejmišča,
tja bomo šli do recimo jezera, ki je oddaljen le nekaj kilometrov, ni nenavadno, če se pelješ 1 uro. In to ne samo takrat, ko v Ženevi poteka avtomobilski salon. Ženeva bo letos že 88. gostila vse avtomobilske novosti. Vse od leta 1905. V začetku ni potekala vsako leto, zdaj v zadnjih letih pa z vsem glamurjem in bliščem in pomembnostjo avtomobilski salon gosti letno. Za razliko od Frankfurta in Pariza, ki to delata na vsaki 2 leti. In za razliko od vseh ostalih salonov, ki praviloma lovijo 2-letni cikel. To smo si želeli tudi v Sloveniji. Lanskoletni slovenski avtomobilski salon na Gospodarskem razstavišču je bil pri obiskovalcih zelo lepo sprejet. Same pohvale pa je bilo slišati tudi strani uvoznikov in zastopnikov. Zato nas preseneča nedavna odločitev uvoznikov avtomobilov, da si prihodnje leto salona v Ljubljani ne želijo. Še posebej zato, ker so tudi drugi avtomobilski saloni v regiji vsako leto zelo dobro obiskani. In trend tega, da vidimo na enem prostoru enkrat na 2 leti vse avtomobile, jih lahko neposredno primerjamo, je nekaj, kar zagotovo ostaja. No in upamo, da se bodo te stvari vsaj malo spremenile in da slovenski avtomobilski salon spet pride nazaj na Gospodarsko razstavišče. Mi se vračamo spet prihodnji teden, zato bodite z nami na TV Slovenija 2 v četrtek zvečer. Vmes pa lahko obiščete našo podstran na MMC-ju Avtomobilnost. Seveda ste vabljeni tudi na YouTube kanal Avtomobilnosti in pa za kulisje vseh snemanj lahko vedno pokukate na Facebook ali pa na Instagram.